Lepo pozdravljeni v podkastu. Me iskreno veseli, da bo današnja moja gostja celo Karin Planinšek. Gre za mlado damo, ki meni osebno daje izjemen navdih, že za to, kar je do sedaj storila. Predvsem pa me veseli, da jo boste našli tudi na listi za evropske volitve, namreč je tudi kandidatka Slovenske demokratske stranke na prihajajočih evropskih volitvah in marsikaj mi ima za povedati. Ampak predno mi bo povedala, jo bom vprašala z enim mogoče nekoliko provokativnim vprašanjem. Karin, kaj misliš, da sem storila, preden sem prišla sem? Joj, ne vem, najprej naj se ti zahvalim za tak lep uvod, to mi res veliko pomeni sploh iz tvoje strani, ki si res taka aktivna poslanka, pa si tudi jaz k temu stremim. Drugače pa kaj si storila, preden si prišla sem, ne vem. Ti bom pomagala, podpisala sem peticijo. Podpisala sem tvojo peticijo, izjemna vsebina, pomembna vsebina, pomembna vsebina, zelo strnjena. In morda bi za začetek, preden bomo šli mogoče še nekoliko lažje teme, pa dajva začeti s težjimi. Včasih je bolje, da prebiješ z težjimi teme, ker potem lahkotne kar splavajo na površje. Zanima me, zakaj si se odločila za to peticijo in morda za tiste, ki jo še niso podpisali, kličemo se, podpišite to peticijo, gre za to, da vlada Goloba mora odstopiti. In če ne zmore storiti sama, naj bo ta peticija pomoč k tej odločitvi. Pomagamo gospodu Golobu k lažji odločitvi. In Karin je pripravila to peticijo, morda nekaj o tem. Ja, torej, jaz v bistvu že odkar sem se angažirala bolj na političnem prostoru, a ne odkar se javno izpostavljam, jaz konstantno se sprašujem, kaj lahko jaz naredim, da bi bilo v naši Sloveniji kaj boljš, da bi lahko ustvarila boljšo državo za vse. To je sicer res mogoče, si ljudje mislijo, da je to malo utopično, da sem mogoče malo naivna, ampak mene to res močno žene že od nekdaj in jaz sem prepričana, da tudi samo en posameznik lahko premika gore, če ima potem zadosti močno željo. In zato sem v bistvu se začela angažirati na družabnih omrežjih, začela pozivati ljudi, jih informirati in v bistvu kadarkoli so bili kakšni protesti do zdaj, sem tudi vsakič močno pozivala ljudi na družabnih omrežjih, da naj se jih udeležijo, ker samo skupaj, pa mi lahko res nekaj premaknemo v tej državi. Res, v slogi je moč. In potem moram reči, da sem bila že parkrat močno razočarana, ko sem potem res šla na protest in videla, da ni bilo takega obiska, kakor sem pričakovala, da bo. In nekako mi je velika škoda, da če pogledamo zdaj 30 let oziroma malo več nazaj v preteklost, ko je bila slovenska pomlad, kakšni množični protesti so se takrat dogajali, takrat so se res zbirale množice na ulicah. In če to zdaj primerjamo z današnjimi protesti. Kakor da je narod postal toliko pasiviziran, da je to skoraj da nemogoče doseči, tudi če nam država dobesedno razpada, kot se to dogaja zdaj, ker situacija je pa zdaj zares kritična. Ampak ravno apatičnost je, mislim, da področje, ki ga nekdo dobro izkorišča. Se pravi, prišli smo do situacije, ko so ljudje postali apatični in jaz mislim, da je bil to tudi želja nekaterih, da ljudje postanejo apatični in na tem gradijo politiko novih obrazov. Tako. Ampak ravno morda zaradi tega je zelo pomembno udejstvovanje tvoje, mogoče potem nekoliko več, ampak morda res, kaj je tisto v peticiji, kar si pa ta trenutek doživela kot zdaj pa tega dovolj, dosti je, Golob, čas je za odhod.
kaj je tisto, kar nekako v peticiji izpostavljaš in zaradi katerega mislim, da so pač točke, je res vreden podpis vsakega. Torej samo, da še dokončam prejšnjo misel. Jaz sem potem par mladih me je kontaktiralo, oziroma ko sem bila na kakšnem dogodku, pa so rekli, aj tukaj kakšna peticija proti Golobu. In takrat je meni kliknilo, ne. Takrat sem si jaz rekla, pismo danes res je veliko lažje, če ti ljudem nekaj dostaviš, skoraj da ne vem, medtem ko oni sedijo doma na kavču, da lahko nekaj storijo, torej preko spleta, ne. Je to veliko lažje, kakor pa da pričakuješ, da bojo ljudje prišli na ulice, ne. In sem rekla, zakaj pa ne bi mi tega naredili. In glavne stvari, ki pa jih izpostavljam v peticiji, pa so naslednje. Torej, ta vlada je res v predvolilni kampanji so imeli zelo visoko leteče obljube, ne, kako bojo oni, ne vem, skoraj da ne postavili državo čisto na novo, spremenili celoten sistem, 30 dni do specialista, 30,000 stanovanj, vrnitev pravne države in tako naprej. In od vseh teh obljub smo dobili samo to, da so odstranili ograjo na meji, s čimer so močno povečali kriminal. Državljani smo zaradi tega bolj ogroženi. Veliko mladih punc mi je že pisalo, tudi iz levega pola, da se sicer z mano po večini ne strinjajo, ampak da tole z migranti se pa more nehati, ker si ne upajo več same hoditi po Ljubljani zvečer. In jaz moram reči, da je res te ljudje se v Ljubljani zbirajo v skupinah, okrog hodijo, za puncami žvižgajo in logično, da se dekleta ne počutijo varne, sploh ob tistih posilstvih, za katere smo potem slišali, da so se zgodili v Ljubljani. To je ena zelo pereča zadeva. Potem gre za to, da so kljub temu, da so bili zelo glasni, kako je prejšnja vlada politizirala javni zavod RTV, tako, so v bistvu ravno oni s pomočjo novega zakona, s pomočjo političnih pritiskov na Ustavno sodišče in na prejšnje vodstvo RTV-ja, uvedli take razmere, ki jih v tej državi še nismo videli. Začele so se hude kadrovske čistke, ki jih še ni bilo. Novinarje so dali na čakanje, brez razloga jim celo na neki točki onemogočili vstop v službene prostore. Mediji so to, bilo je omenjeno, ampak ne. Dajmo si predstavljati, kako bi bilo, če bi se to zgodilo v času prejšnje vlade, ne. Država bi gorela. To je druga stvar. Potem se dotaknem tudi tega, da je gospodarstvo v zatonu. To se premalo govori. Sicer gospod Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, je zelo glasen na tem področju, ampak tudi mediji ga nekako ne osredotočajo se na to, na opozorila strani gospodarstvenikov. Glejte, mi imamo 62% podjetij, ki imajo delavce v tujini, bi se odločilo za selitev v tujino. To je alarmantno. To je dobesedno sesuvanje gospodarstva in v takem okolju država ne more pričakovati, da se bomo mladi začeli odločati za podjetništvo. Seveda tudi ogromno obstoječih podjetnikov razmišlja o ali prodaji ali pa selitvi kapitala v tujino. In to je dejansko, s tem rušimo vse temelje v državi, mi ne moremo več prosperirati kot narod, ne. Potem stanovanjska problematika za mlade, tako kot sem omenila, 30,000 stanovanj, nismo dobili še niti enega.
Potem razne te afere, v katerih se trenutna vlada dobesedno utaplja. Golob je že pred nastopom mandata bil vpleten v tiste sumljive posle, še v času GEN-I-ja na Balkanu. Nakazal je 103 000 evrov še v času GEN-I-ja novinarki Vesni Vuković, ki je potem postala generalna sekretarka Svobode, medtem ko v državnem zboru pa preiskujejo sumljivo financiranje stranke SDS. V bistvu je pa stranka, ki je na oblasti, se je nezakonito financirala že od začetka. In to je čisto obračanje pozornosti drugam, da ne gledamo, kakšne svinjarije, bom rekla direktno, pa oni počnejo. In ja, jaz sem se odločila, da če ne bomo zdaj rekli, da je dovolj, potem bo prepozno. Potem se bomo lahko samo še odselili iz države in mislim, to moramo preprečiti. Ne? Tako je. In predvsem moramo vztrajati pri tem in biti odločni. No, komu, če še kdo vklevu za podpis peticije, mislim, da si zdajle orisala vse. Mimo grede, mislim, da je prav, da se tikava, ne nazadnje smo strankarski kolegici in menim, da pač smo prijatelji. Tako. Jaz čutim stranko tudi po teh prijateljskih vezeh in mislim, da je prav tako. Zelo pomembne zadeve si izpostavila in če pogledamo ne nazadnje, tukaj, ko si govorila o financiranju, tukaj je šlo za tudi v bistvu financiranje medija, ki je obračunaval z drugo politično opcijo. Potem pa se je Golob odločil tudi še za politiko. Se pravi, mi pa imamo v državnem zboru preiskovalno komisijo, ki spet problematizira SDS, ki nima nikoli nobenih težav, da pove, da so na primer njeni člani tudi kupili delnice Nove24. Jaz na primer nimam s tem nobenih težav. Prav pa je, da vsi drugi povejo, kaj so se financirali, če so ga iz svojih žepov, ne pa na račun podjetij in tako naprej. Se pravi. Če nekoliko prej si omenila, medve imava še nekaj zelo podobnega. Namreč brala sem en tvoj intervju, ko si povedala, kaj te je v bistvu pognalo čez to, da si se odločila, da vstopiš v politiko. In tvoja izjava oziroma pač rekla si, eno je številne nepravilnosti, ki se v državi dogajajo in krivica. Namreč krivica je tudi mene pripeljala v politiko leta 1994, ko je bila tako imenovana Depala vas in je kot minister bil odstavljen Janez Janša in takrat je bila tudi množica v Ljubljani, ampak jaz kot mlado dekle nisem imela takrat priložnosti, da bi prišla v Ljubljano, ko si rekla ravno te udeležbe na protestih, demonstracijah, ampak sem bila doma in dobesedno sem potočila solze. Jaz sem se zjokala, kaj se v državi dogaja in takrat je oče rekel, ti pa moraš v politiko. Takrat je bilo to nekoliko malo težje, ni bilo spletnih strani. Me je pa zelo fascinirala ta tvoja aktivacija na socialnih omrežjih, podcast. Jaz pred tega nisem toliko spremljala. V bistvu sem podcast začela spremljati s teboj. Ti si bila tista, ki si me v bistvu upeljala v ta svet, v ta svet podcast. V čem vidiš dodano vrednost tega? Namreč jaz trdim, da si na tem, bom rekla, desnosredinskem političnem polju bila, bom rekla, si kar ledino, bom rekla, probala doseči to pozornost, to slišnost, ki je prej ni bilo. In moram reči, da si slišna med mladimi, ne glede na to morda, da se z vsem ne strinjajo, tako kot si povedala, ampak si slišna. Kako ti je uspelo? V bistvu tukaj moramo omeniti, da za podcast je zaslužna tudi Zala Klopčič, ki sva ga v bistvu skupaj ustvarili. Midve sva se takrat zelo nekako ujeli in obe sva imeli to željo,
da bi delile, zakaj ne bi družabnih omrežjih YouTubea izkoristili za to, da ozaveščava, da mogoče lahko s tem narediva kaj dobrega, pa tudi, če si bo kdo mislil, zdaj se bosta malo snemale, pa mislita, da sta kaj naredili, ampak jaz mislim, da to je nek korak, ne? In zato moraš imeti tudi nek pogum, ker s tem se ti nekako razgališ, ne? Sploh, če pripadaš bolj desnemu polu. In če si iskren, verjetno, in pri tudi, tem, ne? In če si iskren, ja. Torej, midve sva in obe sva pa tudi vedeli, da imava ogromno prednost, ker na desnem polu še ni bilo nič takega, ne, da bi dve mladi punci govorile o trenutnih problemih, poskušale prikazati to iz drugega zornega kota. In jaz moram reči, da ko se je ta projekt začel, jaz sem zaživela. In ne znam drugače povedati, jaz sem celo življenje iskala nekaj takega, s čimer bi lahko nekaj prispevala k družbi, s čimer nekako sem videla v tem svoje poslanstvo oziroma začetek svojega poslanstva, nek prvi korak k temu, da jaz lahko zgradim nekaj lepega. In takrat odzivi so bili kar veliki na začetku, ker so tudi v bistvu začele s kar udarno temo, in sicer jugonostalgija v Sloveniji, ki je še vedno, na žalost, močno prisotna. In potem to je v bistvu začelo se tako, da sva bile sami, ne, da sva se samo pogovarjali med sabo, tudi začetne epizode so bile zelo kratke. Potem pa sva nekako to ponesli na višji nivo, začele vabiti tudi goste in s tem so nastale daljše epizode, ker je v bistvu jaz sem videla veliko dodano vrednost v tem, da daješ tudi tistim ljudem, ki so strokovnjaki na določenih področjih, ki imajo nekaj za povedati, pa jim recimo večinski mediji ne dajejo vedno zvočnikov, ne, da še njim damo možnost, da spregovorijo, ne. In v bistvu takrat na tisti točki sva se potem tudi zalo razšle, ker ona je pač vseeno videla, da bi ona rajši drugačne vsebine delala, kar je super. Jaz sem pa potem s tem formatom nadaljevala. Jaz zdaj sicer včasih naredim kakšno epizodo, kjer sama kaj govorim, te so krajše, ampak še vedno pa najraje povabim kakšne goste. Zdaj ravno sem imela prvi podcast v živo, torej na terenu, pred publiko, na temo RTV-ja, kjer sem imela za goste Petra Gregorčiča, Igorja Kadunca in pa Rajka Geriča in moram reči, da je bilo res izjemno. Odziv je bil enkraten in tudi predvsem moj cilj pri tem pogovornem omizju, recimo, ne, v RTV-ju je bil predvsem to, da sem povabila ljudi iz desne in iz leve, ne, da nekako ustvarjamo pluralen diskurs, ki ga je čisto premalo in da s tem dajemo tudi zgled ostalim, kako naj bi dejansko bilo. In kljub temu, da je prihajalo do trenj med pogovorom, ne. Se to ni nič slabega, ne. To je super, ne. Je bilo tudi, je pa popestrilo, ne. Ni bilo samo neko poslušanje ene opcije, pa, a ne, kjer vsi po večini vemo, kaj bo ta povedal iz tega pola, kaj bo iz drugega pola povedal, ampak tukaj smo pa videli, ko te različna mnenja trčijo in pa predvsem pa smo videli to, kako se to lahko da lepo rešiti. A ne, ker kljub nestrinjanju so se moji sogovorci zelo lepo med sabo pogovarjali, zelo spoštljivo in moram reči, da sem na ta dogodek res, res ponosna. In prav je, da si, ne vem, jaz upam, da v bistvu, da se res zavedaš, da si s tem na nek način tudi omogočila mladim, ki podobno mislijo. Namreč jaz ne delim vedno mnenje, da so mladi
tradicionalno, kar bom rekla levo, sučno obrnjeni in da jim do tradicije in do vrednot ni. Jaz imam bolj občutek, da to zatrejo v sebi, zato ker družba od njih to zahteva. Tako, ker jih je strah. Ker jih je strah in nočejo povedati. In, ne vem, če se zavedaš, da ste ravno s temi zadevami pokazali, da imajo prav in da to, kar čutijo in mislijo, da niso pri tem osamljeni. Je pa seveda treba za to pogum, vedve sta ga zbrale, zato vse čestitke. In če greva potem v teh vprašanjih naprej, ravno sodelovanje in udeležba je temelj demokracije. Tako. Udeležba, sodelovanje ljudi je temelj demokracije. Kako bi ti odgovorila tistim mladim? Namreč junij bo obarvan evropsko. Junij, se pravi v tistih začetnih dnevih, ko so bojo volitve, mislim od 6. do 9. junija po Evropi, bo milijone Evropejcev odločalo o Evropi, o sebi in o Evropi, katere del smo. Kakšno je tvoje sporočilo mladim danes, ki dejansko ostajajo še preveč brezbrižni, ne samo do evropskih volitev, do vseh volitev, ampak ravno udejstvovanje, kot rečeno, veste, prešlo je v tisto fazo pri nas, ki je bila zelo uspešna, jaz moram reči za lev politični krog, vsi so enaki. Tako, vsi so enaki in to vse gliharstvo je pripeljalo, mislim, da tudi do apatije in seveda je nekomu v interesu, da 1/3 volivcev ostaja nekje doma, odvisno pač od tipa volitev. Kaj je tvoje sporočilo oziroma kaj lahko naredimo, da ta trend obrnemo? Jaz mislim, da ga nimamo samo v Sloveniji, tudi drugod, ampak mislim, da v Sloveniji je pa prav ta tipičen, vsi so enaki, če pa ne druga, se pa kregajo. Se pravi, tudi to, da različnost ne sme biti, se pravi, to je še iz tistega sistema, ko so vsi, en je govoril, drugi so kimali, trije so pa spali, ampak tako nekako je bilo in tako se je potem tudi odločil. Ampak kje vidiš ti lahko ta doprinos tudi pri mlajši morda generaciji, da se to spremeni? Torej, jaz, če se najprej dotaknem evropskih volitev, jaz mislim, da so ljudje se premalo zavedajo, koliko so te evropske volitve pomembne, ker Evropska unija nam kroji večino zakonodaje. Mislim, ogromno zakonodaje prihaja iz EU. Zato je izjemno pomembno, da tudi mi se pozanimamo o tem, kaj se dogaja na ravni Evropske unije, kateri ljudje so tam in pa seveda, ko pridejo volitve, da pregledamo, se pravi, liste kandidatov, posamezne kandidate in da res tja pošljemo ljudi, ki so pravi za to, da lahko res zagovarjajo Slovence in interes Slovencev v Evropi. Ker mi še vedno primarno moramo gledati na nacionalni interes, kaj EU prinaša potem za Slovenijo in pa seveda EU poslanci morajo tudi biti v pomoč pri implementiranju te evropske zakonodaje na nacionalno raven. In zato je izjemno pomembno, da se ljudje udeležijo teh volitev in res nekako začutijo kandidate, kaj jim določen kandidat lahko ponudi in pa, da res izberejo ljudi, ki znajo, kot sem rekla, zagovarjati nacionalni interes in pa nasplošno Evropo spraviti nazaj na pravo pot, ker v Evropi, tako kot v Sloveniji, so nažalost težki časi. Z zelenim prehodom smo močno zašli, zaradi tega tudi naša stranka ni podprla Ursule von der Leyen za ponoven mandat za evropsko komisarko, ker so njene politike zgrešene. Imamo problem, res hud problem z migracijami, do tega problema se ne pristopa pravilno. Zato je ta čas res, res ključen. Zdaj,
Ja, je pa tudi res to, ne, da se je uveljavila ta splošna miselnost, saj so vsi isti, brez zveze. K temu je veliko pripomogla, veliko so k temu pripomogli mediji, ne, ker vedno pišejo, ne v tem smislu, ta vlada je naredila to pa to, ampak politika je zaslužna za to, da, ne vem, je zdravstvo v zatonu. A ne? S tem nekako posplošijo na vse stranke, ki so v državnem zboru, koalicija ali opozicija, ne? In potem to državljanom podzavestno nekaj sporoča, oni se med sabo zmenijo, tudi če se pred kameram kregajo, ne, brez veze. Jaz bi tukaj predvsem pozvala ljudi, da ne gledajo samo enega medija. To je problem, ne. Hud problem je to, da vsak živi svoje življenje, obremenjeni smo z službami, z obveznostmi, družino, razne težave in potem na koncu dneva se ljudje usedajo na kavč, z enim ušesom poslušajo 24 ur, ne, in to je to. In niti ne razmišljajo, kakšne informacije se jim plasirajo, ker to je zelo pomembno, ne. Pomembno je, kako je določena informacija podana, ker večkrat na teh večinskih medijih lahko, če pozorno spremljamo, začutimo nek podton, ne. Recimo ravno včeraj je bila Tarča na temo tudi migracij in pa kako politika nabira politične točke na temo migracij, ne. In je bil cel prispevek o tem, kako v Središču ob Dravi ne želijo azilnega doma, ampak je bilo vse tako predstavljeno v tem smislu, da ja, vsi prebivalci so proti, ampak v bistvu, zakaj so proti, če te migranti nikomur nič nočijo, ja, mogoče so pa te ljudje samo neizobraženi. Vse je bilo, to ni bilo povedano direktno, ampak če poslušaš pozorno, podton. To so subliminalna sporočila. In če mi gledamo Tarčo 24 ur in take oddaje, v bistvu ti dajo občutek, kakor da v naši državi ni popolnoma nič narobe. Ampak ko pa mi živimo svoja življenja vsak dan, je pa realnost čisto drugačna. Kaj nam drugi povejo, kakšne težave imajo, kakšne težave imajo na Viču zdaj, ko so se toliko močno povečale migracije in pa je tam azilni dom, mamice je strah, smetijo. In predvsem je zato pomembno to, da bi se ljudje mogli malo več časa vzeti pa pogledati, v redu je, če pogledajo 24 ur, ampak mogoče še kakšen drug portal, ne? Res je, tudi to subtilnost, ta sporočila, vse v državi je vse v redu, ne? Z vami ljudje je nekaj narobe, ne? Vi ste problem, ne? Vi ste problem in slovenski narod kot delaven narod, ne, vedno pri sebi išče res, ne? Vedno se bo v sebe ozrl, ne? Ampak migrantska kriza, ne, dejansko je v celi Evropi, v Sloveniji, ki smo nekako tukaj, bi rekla, pač meja, pomembna meja, je še toliko večja in dejstvo je, da tudi ni res, da te ljudje nimajo izkušenj, ne. Ti ljudje imajo izkušnje. Jaz se spomnim, ko sem po že leto dni, ko se je začelo spet na Obrežju te pritiski, ne, kako so se ljudje bali, ne, ljudje so bili zaprti noter in zopet smo poslušali, ne, zakaj strašite ljudi, ne, ljudje so prestrašeni, ne, to je tisto sporočilo. Zdaj, ko boš izvoljena v Evropski parlament, jaz verjamem, da boš. Hvala. Namreč, jaz mislim, da je lista Slovenske demokratske stranke na teh volitvah ne samo močna, ampak res en jagodni zbor različnih osebnosti. Jaz toliko ne poudarjam spolov, meni v tem smislu ženska, moški ne igra toliko vlogo, kot bolj to, tako, koliko je kdo sposoben in kaj k temu prinese in res vsak od vas ima en del
delček v tem mozajiku uspeha. In glede na to, na drugi strani, da si pa vendarle predstavnica mladih, kje vidiš mogoče v Evropskem parlamentu, da bi lahko ta segment mladih še bolj izpostavili, se pravi, da bi se mladi še bolj zavedali, Erasmus je zelo velik napredek, se mogoče nekdo niti ne zaveda, da nam je to prineslo z vstopom v EU te možnosti izobraževanj, ampak kje vidiš mogoče, da bi mladi še bolj razumeli pomen Evrope, pomen tega, da smo Evropejci, da smo državljani Evrope. Kje si morda v tem svojem razmišljanju vidiš sebe v Evropskem parlamentu? Ja, kot si že omenila, jaz mislim, da je izredno pomembno, da se poudarja program Erasmus+. Sicer se mi zdi, da o tem se ga na šolah kar prakticira, zlasti na fakultetah. Lahko bi se ga še bolj mogoče oglaševalo, to se strinjam. Treba se je predvsem osredotočiti na stanovanjsko problematiko, ki ni problem samo v Sloveniji, ampak tudi na ravni Evrope. Zdaj sem tudi ravno zadnjič brala, da je že bil nedolgo nazaj na ravni EU en posvet o tem, tudi neke sklepe so sprejeli, da bi morebiti ustanovili nek sklad s sredstvi za stanovanja. Stanovanjska problematika, potem spodbujanje podjetništva. To je sicer na ravni države posameznice, ampak jaz mislim, da bi tudi Evropa lahko tukaj bila malo bolj glasna. Jaz mislim, da sploh družabna omrežja so močno orodje, ki ga je treba uporabljati še bolj. Jaz mislim, da bi tudi šole na ravni države lahko imele veliko več vsebin, kaj nam kot posameznikom Evropska unija prinaša, kakšne so naše pravice in tako naprej. Lahko bi se tudi, se spomnim tvojega predloga, ki si mi ga dala, da bi bilo zelo fajn, da bi osnovne šole ali pa mogoče srednje šole ali pa tudi oboje organizirale izlet v Bruselj, da si mladi lahko ogledajo evropske institucije, kje se sprejema zakonodaja, ki se konec koncev tiče vseh nas, nam kroji življenja, ne? To se mi je zdela izjemno dobra ideja. Konec koncev smo del Evrope, zakaj, če gremo v državni zbor, pač zakaj ne bi šli tja, ne? In jaz mislim, da bi to otroke, dijake, da bi to izredno zanimalo, če ne drugega že zato, ker grejo v drugo državo, ne, na izlet in potem lahko vidijo še, kako vse funkcionira. Jaz sicer se spomnim, da v srednji šoli, ne, to ni bilo tako dolgo nazaj, smo imeli pri sociologiji nek del, ko smo se učili o tem, kako funkcionirajo evropske institucije, kako se sprejema zakonodaja. Razložili so nam, kaj je Evropska komisija, kaj je Svet EU, kaj je Svet Evrope in tako naprej. Ampak to je pa to, ne, to je v bistvu, to gre zelo hitro mimo in to znanje ti ne ostane, ne. Ne ostane ti, jaz mislim, da bi v sklopu šol lahko organizirali dialoge, ne, mladinske dialoge, tega manjka, da bi ne samo to, da otroci oziroma dijaki poslušajo, kaj se jim predava, pa po večini si tako ali tako ne bojo tega zapomnili, ker jih v tistem trenutku mogoče ne zanima, ampak da se mlade res angažira, ne, da se jim pokaže, da imajo glas in da je to da so to pomembne institucije, ki jim krojijo življenja, ne? Tako kot državni zbor. Ne? Tega res manjka na splošno v šolstvu in ja, to so nekako moji predlogi. Ja, lahko bi še veliko govorile, pa mislim, da je čas tisti, ki nas jo bo ustavil. A si za to, da greva na koncu 5 hitrih vprašanj? No, dajva, ja. Tako da te ljudje malo bolj spoznajo, malo bolj zabavnih. Tako. Kar je najljubša barva?
Svetlo modra. Najljubši politik, ki te je navdahnil. Ojej. To je pa zdaj težko. To pa že ni hitro, a greva To pa ni naprej. hitro, pojva naprej, preveč jih je. Najljubši film. Ujemi me, če me moreš. V bistvu, mogoče tudi jaz tukaj malo zatrukiram, pa vseeno o barvi si povedala. Ja. Kaj si po horoskopu? To nekatere zelo zanima. Vodnar. Vodnar. Tako. No, v redu. A si se že spomnila za najljubšega politika? Je pretežko? Jaz bom kar rekla Janez Janša. Jaz bom kar rekla, no, ne bom sploh Ne bova, utemeljevala. ni Kar treba pojva naprej, ni nobena treba. zadeva. Bova tukaj s temi hitrimi končale, ker pač ne moreva dlje, sej bi šle lahko še dlje, ne? Mogoče še samo najljubša hrana. Špageti. Špageti, ni videti. Tako da, samo za konec, Karin, ogromno hobijev imaš, neverjetno veliko sposobnosti imaš. Slikaš, pleteš, pač začela si s temi podcasti, stvari, ki te zanimajo. Povej pa, če greva v te vode, slikanje, štrikanje, kaj mi boš raje naredila? Zaštrikala kapo ali me naslikala? Zdaj bi te bi veliko raje ti kaj naštrikala. Naštrikala. No, mogoče pa me preseneti. Skratka, Karin, hvala, da si bila pač gostja v podcastu Hvala tebi. Slovenske demokratske stranke. Za konec, kako ga ocenjuješ? Glede na to, da si izkušena v tem področju in da podcasti so, bom rekla, tvoja vrhunska, kar pomembna točka in tvoje mnenje veliko šteje. Kako ocenjuješ podcast SDS-a? Izjemno dober, jaz mislim, da sama postavitev, oprema, super, tudi kot voditeljica si se res izkazala, tako da kapo dol. Hvala, Karin, še enkrat, da si me izbrala. Srečno, go dekle, jaz verjamem, da zmoreš in tudi, ko bo kakšen temen oblak, spomni se, da so okoli tebe ljudje, ki te podpirajo in te imamo radi. Srečno. Hvala lepa.